Dober dan iz Barcelone, dan številka 1 na sejmu mobilne tehnologije. Anže, pričakovanja ali pa prvi vtisi? Pričakovanja so bila taka, da bova videla preveč stvari in prvi dan to absolutno potrjuje. Številko bova preverila in vse to bova pogledala, se slišimo. Dobro jutro, to je dan številka 2. Na ogromnem sejmu sva na MVC-ju 2019 v Barceloni. Ogromen zdaj veva, da pomeni več kot 100,000 ljudi in več kot 2500 podjetij, razstavljavcev. Zdaj bova probala saj najti WC, kjer ima Maruša vedno to srečo, da je ženska, kjer je res kar žalostna statistika, kako malo žensk je tukaj. Ne? Jaz pa večinoma stojim v vrstah. Pròxima estació? Plaça de Sants. Enllaç amb línia 5. Dobro jutro, dan 3, to je zadnji dan. Greva znova med vseh 8 hal MVC-ja 2019. Pogledala sva vse ali pa skoraj vse. Tele stojnice so kar precej različne, veliko stvari ne razumeva, ogromno je industrije, tehnikalij. Ja, predvsem se pa pozna, da nekatera podjetja res zapravljajo, ne? Tukaj postavijo cele konstrukcije, spet drugi in take so tudi obiskala, imajo pa ne vem, kaj, kvadratni meter in pol. Za prihodnje leto si zadajva nalogo, da izveva, koliko stane kvadratni meter in pol, zelo veliko verjetno. V medije ponovadi pridejo slike teh impozantnih stojnic, ne, kjer res zapravijo tone denarja. Dejansko bo večina podjetij, sploh teh manjših, deluje po principu res 4 belih sten iz kartona in to je to. In zadnjič, dober dan iz Barcelone. V četrtek, 28. februarja, se tukaj zaključuje MVC 2019, sejem mobilne tehnologije, ampak samo po imenu, samo mobilne tehnologije. Res je, da so tukaj vsi telefoni sveta, ampak tudi pametni dom, pametna mesta, virtualna in obogatena resničnost, avtonomna prevozna sredstva in tako naprej in tako naprej. Na vsakem koraku, ampak Anže, res na vsakem koraku, ne? Pa tudi 5G. Pač domišljije res ne pozname, ko vidiš 5 in G skupaj v toliko permutacijah. Mobilno omrežje prihodnosti, več o tem v tej epizodi in v prihodnjih. Odbita, dobita. Med življenjem in tehnologijo. Anže Tomič, Matjaž Ropret in Miran Varga so z mano, ker smo se zmenili, sicer se skoraj ne bi srečali. Matjaž, Miran nista prvič tukaj, ampak predvidevam, da nič ni enako kot leta prej ali pač sta uspela vse pogledati, kakšna novost v primerjavi z lani, predlani, 5 let nazaj. Po svoje je podobno, recimo ena stvar, ki se mi zdi, da je drugačna, je to, da je manj teh raznih kitajskih proizvajalcev telefonov. Včasih so imeli tudi te znamke, tam drugi, tretji razred so imeli kar velike razstavne prostore tukaj, zdaj je tega precej manj. Pol najdeš pač une tam iz Shenzhena, ne vem kaj so še te res ta poceni stvari delajo. Drugače pa več tega omreženega, pa več raznega, ne vem, securityja, pa malo več avtomobilizma, pa tako naprej. No. Teme se malo menjajo, sicer je pa pač stvar v grobem je podobna. Ljudi je še vedno ogromno, je pa res, da je zdaj, ker je Barcelona tudi precej dražja postala za vse in razstavljavce in obiskovalce, so tukaj samo tista podjetja oziroma posamezniki, ki si to lahko privoščijo in dejansko zaslužijo. Tako da izletnikov je vse manj. Še Karolina Milanesi se nam bo pridružila, analitičarka v Silicijevi dolini. Consumer tech analyst from Creative Strategies in Silicon Valley. Nekdo, ki res spremlja to industrijo, ne? Prevajanja teh včasih res izumetničenih nazivov ljudi, ne? Ki si jih Američani predvsem zmišljujejo, res nelagodno, ampak Karolina res ve, kaj govori. What is interesting this year to me is that we had a couple of years where we moved away from smartphones and the attention being around. Letos je zame sejem spet zelo zanimiv. Pred nekaj leti smo se že odmikali od pametnih telefonov, letos pa jim spet posvečamo veliko pozornosti. Vse se vrti okrog omrežja 5G in upogljivih zaslonov pametnih telefonov. Sicer pa je MVC namenjen sklepanju poslov. Ker prihajam iz Združenih držav in sem januarja obiskala največji sejem zabavne elektronike na svetu, CES,
res. Vedno pripomnim, da je CES bolj zabavna stran tehnologije, MVC pa poslovna. Ljudje, ki pridejo sem, imajo ogromno sestankov in srečanj. Letos ogromno pozornosti posvečajo analizi vsega okrog omrežja 5G. Ok, ker smo na sejmu mobilne tehnologije, bomo začeli s telefoni. Upogljivi zasloni so hit, novost, največja modna muha. Ko smo 2 leti nazaj govorili, da bo to prišlo, da bomo to videli v prihodnosti, se mi je zdelo smešno, nerealno. Preseneča me, da so v bistvu vsi naenkrat, v enem tednu so vsi predstavili. Prej recimo je bilo zmeraj pri teh tehnologijah, da je nekdo bil prej, da je nekdo prehitil konkurenco za, 1 let, pa so pa ostali ga počas dohajali, Zdaj pa imajo vsi imajo to tehnologijo in vsi jo kažejo, sicer dobro ne dajo v roke večini, mogoče kakšni izbranci dobijo, da se malo s tem poigrajo, mi smo pač videli tiste malo bolj, malo slabše primerke. Jaz menim, da zložljivi oziroma prepogljivi mobilniki so vsekakor imajo svojo pot in kupce tudi v prihodnosti, ker jih kupcev ne bodo kradli zgolj premijskim mobilnikom, temveč tudi uporabnikom tablic, ker ko je enkrat zadeva zložena, je že precej velika in je že na področju tablic, le da je praktično polovico lažja in tanjša, pa še vse premijske komponente ima vgrajene. Jaz sem se pogovarjal z enim izmed regijskih direktorjev enega največjih proizvajalcev mobilnikov na svetu danes in sem ga vprašal, kakšno prihodnost bodo imeli tele. In je rekel, da oni bodo zadovoljni, če bo 2-mestna številka v tržnem deležu. Glede na to, da tudi za podatki za Slovenijo kažejo, ker so te naprave precej drage, zdaj, ta prve 2 velika staneta več kot 2000 evrov, da ta segment na 1000 evri ima v Sloveniji, oziroma zdaj trenutno je 800 evrov, ampak že prihodnje leto bo 1000 evrov, ima 22% tržni delež. Tako da, če si bo približno polovico vzelo premijskim mobilnikom, je to 2-mestni tržni delež. 10, recimo vsak 10. telefon bo tak s prepogljivim zaslonom. Se pa saj, kar se mene tiče, res vidi, da so to te naprave prve generacije, kot mi radi rečemo, ko o tehnologiji preveč razmišljamo. Se mi zdi, da ko bomo čez 1 leto ali pa čez 2 leti gledali na to, kar je bilo tukaj predstavljeno, bo to res zelo okorne naprave. Ja, glede na to, kako sočasno predstavljajo te zadeve. Jaz sem se že 10 let nazaj šalil, da korejski, takrat sta bila glavna konkurenta, oba dva iz Koreje, se dobivajo popoldne na pivu inženirje in se vse povejo. Zgleda, da imajo danes neko skupino na Facebooku. Kar pa zadeva prvo generacijo naprav, ja, vsekakor bodo vse boljše in bomo videli, kdo bo imel večjo krivuljo učenja. Je pa tudi res, da zdaj je odzadaj cela industrija odzad. Ni bilo do zdaj prepogljivih zaslonov in tudi dobavitelji komponent še nimajo razvite tehnologije za te stvari, tako da zdaj bo bitka ekosistemov. No, se jaz tukaj tudi vidim eno tako, rekel še področje, ki še malo neobljudeno, ker v bistvu ni samo to, da prepogneš stvar, ampak je dosti, da jo upogneš in pač ostane upognjen, recimo za pestenco ali pa nekam drugem, da daš zaslon in potem, če naredijo še baterije, ki so dosti ukrivljene in podobne stvari, so to lahko bistveno bolj ergonomske. To bi znalo biti pa kar zanimiva zadeva. Največje razočaranje. Ja, mogoče 2 stvari. Ena je to, da pri telefonih praktično razen fotoaparata pa zaslonov ni silnega preskoka ali pa napredka, ali pa da bi vse zelo podobno, ali pa tismo, kar že poznamo, pa tudi med sabo so si zelo slični. Drugo je pa to, da se ta 5G, ki smo ga mislim, da že malo menjali, malo nakazali, brez kakršnih koli zadržkov in vsega premisleka, pa to toliko poveličuje, pa toliko govori, kaj vse s tem bo, pa v bistvu vemo, da niti omrežji še ni, pri nas niti frekvenc, kaj dejansko bomo pridobili s tem 5G. No? To je mogoče, tukaj se mogoče to malo preveč povzdiguje nekam. No, bom kar jaz kolegu odgovoril. S 5G bomo dobili predvsem odzivnost. Ni toliko za hitrosti prenosov, ker te so že danes precej zadostne za vse možne aplikacije, ampak odzivnost je tista, ki ne deluje, oziroma je danes zakasnitve so predolge. Kar pa se tiče, kaj je zame največje razočaranje, pa po moje že 10 let, te naprave so, pa aplikacije so vse, največ so ekosistemi, večinoma so poločeni v točki. Jaz ne vem, zakaj
se ne morejo te naprave same med sabo zmeniti. Zdaj sem tukaj, počnem to, da se učijo, vidijo, kaj počnem in mi sledijo. Bomo videli, no. Ne se skrega, če na skupno letalo greste do Ljubljane. Bova v naslednji epizodi veliko govorila o omrežju prihodnosti, o popularnem napisu 5G povsod okrog tukaj v Barceloni na MVC-ju 2019. Anže, kakšno razočaranje? Zame niti ne, to je prvič in vse je ogromno, vse je novo, vse je zelo zanimivo. Toliko, ko sem si jaz predstavljal, da bo že spet takšnih in drugačnih robotov, pa to govorim na podlagi izkušenj iz berlinske IFE, kjer so z to avtomacijo, se vsi nekako trudijo, kle gre pa za te neke mobilne naprave, so videli, da bo mogoče 3 reči, 3 objekte, ki bi mogoče lahko rekel robot, potem pa počasi konec, tako da to mogoče, jaz res se mi zdi, da to je tisto, kar meni najbolj domišljijo potem razvije, ko vidiš, ko se nekdo trudi narediti pač nekega robota, ki bo nekaj počel, več ali manj smo pa videli res neke res bizarne korejske poizkuse, pa kakšno mehanizacijo za težko industrijo, potem se pa počasi konča. Tako da mogoče to, Bom nadaljevala z roboti, ker se lahko pogovorimo še v kategoriji največja bizarnost, nenavadnost, norost sejma. Spoznala sva robote, ki igrajo klavir in bobne z očali. Sva potovala v Korejo na koncert ene največjih skupin K-popa v tem trenutku. Ne vem, meni je še zmer bizarno, kaj vse hočejo prodati kot povezano napravo, ker pač določene stvari pač delujejo same po sebi, tam imaš eno tipko na njej, ki dela točno to, kar more, da jo vklopiš. In zakaj bi te stvari povezval, pa jih nekam v internet preklapljal, pa ne vem, pa od daleč kontroliral, čeprav si moraš biti tako tam, recimo, da ti stvar daš, ne vem, pod pazduho, da si temperaturo zmeraš ali pa da si kavo narediš, to se mi zdi še zmeraj tako malo iskanje nečesa, da lahko spet prodaš kot nekaj povezano, ampak v resnici pa nima čist nobene praktične vrednosti. Ja, tudi mene malo motijo te stvari, ki so praktično inoviranje na silo, Zdaj, najbolj bizarna stvar je bila, včeraj sem bil na enem večernem dogodku, kjer so se predstavili proizvajalci, ki naj bi imeli take napredne naprave oziroma vizijo za prihodnost. In je imel en gospod na mizi napravo, ki je spominjala na starejši pisarniški telefon, ne na dotik, občutljivim zaslonom, ampak z enim nosilcem, na katerem smo lahko pametni telefon sodobnega časa brežično polnili in z gumbom dostopali do njegovega imenika. Ampak interakcija v nasprotno smer pa ni šla. In zato je gospod želel $700. Tisto, kar je meni najbolj bizarno, je, ko vidiš neka podjetja, znana, velika podjetja, ki, upravljajo recimo z, programsko infrastrukturo, trgovin, tovarn in vsega, potem predstavljajo neke svoje bizarne avtomobile, ki nekako uporabljajo njih software. In potem gledaš, zakaj se vi to sploh greste in zakaj to kažete, če je dva prostora na sejmu stran, pa ne vem, BMW in Mercedes kažeta svoje reči. To so res tako bizarni avtomobili ali pa droni ali pa kvazi helikopterji, da je težko razložiti, da je nekdo to sploh odobril. Jaz ne razumem, to so neki sestanki, ki rečejo, ja, tole bomo dali na sejem, pa sem mene vprašal, je to res okej. Tako da tisti mene zmeraj mi tako, mogoče tudi za eno osebno najbolj zabavnih delov sejma. Ko vidiš podjetja, ki sicer imajo neke kompetence na enem področju, ampak ker tukaj so na sejmu mobilnih tehnologij, bomo nekaj povezali, v nekaj dali internetno povezavo, ali pa bomo naredili avto, ki kao dela. Tako da to pa mene v bistvu najbolj zabava. Še ena, nekaj uporabnega, koristnega, kaj vam je bilo najbolj všeč. Jaz bom izpostavila nakupovanje, seveda. Prvič v življenju sem nakupovala v trgovini, ki nima zaposlenega človeka. V trgovino sem vstopila samo s pomočjo telefona, ki ga imam itak vedno pri sebi. In pa preslikala sem se s 3D projekcijo v trgovino sredi Los Angelesa, izbrala svoje majčke, superge in po spletu naročila novo kolekcijo. Še kaj, kar se vam zdi uporabno za vsakdanje življenje, kar je dobro, kar je lahko prihodnost? Ja, jaz sem bil tudi na eni demonstraciji, ki sicer ne vem, če čist
v to smeru, kar bi si želel mogoče v prihodnosti, ampak je bilo pa zanimivo, pa tudi po svoje uporabno, ker recimo sem se pelal z avtom prihodnosti, ki bo prevzel vožnjo, ko bom enkrat na obvoznici ali pa to in bom lahko potem gledal okrog sebe in pokazal to stolpenco, pa tiste tamle, ne vem, gledališča ali pa nekaj, pa bom bo avto povedal, kaj je tam, kaj se da tam rezervirati, pa ne vem, karte kupiti, pa da tja pele ali pa tako naprej. Tako da bi znala biti taka vožnja zanimiva, čeprav po drugi strani pa mogoče tudi upam, da se bom tudi v prihodnje še tako pelal, da bom sam imel volan v rokah, pa malo čutil, kaj se dogaja z avtom in tako naprej. Drugače malo manj vsakdanje uporabno, vsekakor pa uporabno na takšnem sejmu, ko je tale, ali pa za vse, ki veliko potujejo, se mi je zdel pa en prevajalnik v živo, ki ga lahko nosiš v žepu in pač zbereš 2 jezika in mu poveš in on napiše tisto, kar je razumel, prevede in napiše in pove. In je med angleščino pa italijanščino, ki sem imel preizkusu, je zadeva delovala presenetljivo natančno. No. Jaz sem mogoče eno stvar, ki sploh ni toliko nova, ampak sem jo kle na parih točkah videl, in to so te električni skuterji in ta neka mobilnost na baterije, ne, ki mogoče 2 leti nazaj sem se čisto iskreno priznam bolj kot ne smejal vsem tem zadevam, ne. Zdaj pa tudi v Ljubljani pa še kakšnem slovenskem mestu jih že kar vidimo, ne. In se vidi, da dejansko podjetja še kar vlagajo v to in vsakič dobiš neko novo inkarnacijo, mogoče z daljšim dosegom. Ne. Je pa res, da pred kratkim sem bil v Bruslu, sem videl pa enega tako odleteti, ne, brez čelade, s tem, da dajmo se še o tem, kdaj pogovarjati, ampak tako kot neke uporabnosti, še enkrat res čelado in še kakšno varnostno zadevo. Ne. Delajo pa res zelo zanimive zadeve, no, kar se te mobilnosti tiče. To mene v bistvu skoraj bolj intrigira, kot te neki samovozeči avtomobili in ostalo, ne. Sploh zato, ker pač živim v mestu Ljubljani. Je res tako, no, se mi zdi pa res kar impresivno, koliko je tudi razvoja na tem področju, ne, da ne govorimo zdaj samo o telefonih, pa o samovozečih avtomobilih. Je res noro, da je taka izbira, pa tako, no, 2 imam kar zbrana, ne, samo še finance moram pregledati. Samo še tole, tudi letos je torej sejem mobilne tehnologije v Barceloni, letos je tukaj tudi od Bita do Bita, ampak letos se prvič sejem uradno imenuje samo MVC 2019, zato vprašanje ključno za prihodnost, ker je tukaj ogromno robotov, pametnih mest, pametnega doma, se bomo sploh še pogovarjali o telefonih. Ne, jaz mislim, da se bomo. Se govori se že dolg časa, da bomo to ne vem s čim zamenjali, pa holograme gledali ali tako naprej, ampak jaz sem trdno prepričan, da pač eno fizično stvar večina ljudi hoče imeti nekje v žepu, v roke prijeti in tako, da ne vidim pač neke prihodnosti brez telefonov, vsaj ne kratkoročno, tam 5-10 let, absolutno ne bodo šli čist nikamor. Se strinjam, 10 let so še telefoni, 20, mogoče 30 let pa podkožni vsadki telekomunikacijske narave. Težava je, se mi zdi, ker imajo ljudje v glavi, da je to še vedno nekako telefon, ne. Resnici gre pa tako, ker jaz vedno ponavljam, res že računalnik v žepu, ne. Gre za neko pamet v žepu, gre za stvar, ki je povezana s spletom v žepu, ne. In zdaj, a bo ta stvar izgledala točno tako, kot zdaj izgleda telefon, ja, mogoče tudi čez 5 let ne več, ampak bo pa neka stvar, ki jo bomo imeli v žepu, ne. Zdaj lahko ta M zamenjamo, pa bo pocket neki, ne vem, kaj si bo izmislil, ampak v resnici, ja, jaz mislim, da telefoni 10 let je ta kratka doba, naprej se bo karkoli zamenjalo. No. Jaz sem krepko zmanjšala čas gledanja v telefon zaradi gledanja v pametno uro, ampak še vedno za uporabo pametne ure potrebujem pametni telefon. Fantje, hvala. Srečno pot domov vsem nam, ne, in se slišimo doma. Anže, še nekaj birokracije vseeno, od Bita do Bita je na spletu, bo tudi v prihodnjih dneh na spletu z MVC, kje še? Na val202.si poševnica od Bita, tam je tudi video, kako se lahko naročite na ta podcast, da ne zamudite nobene epizode. Hvala vsem za ocene v Apple Podcasts in pa seveda Afna od Bita na Twitterju, kjer sva z Marušo skupaj. Tam so tudi vse fotografije, videoposnetki, skratka na odbitih in valovskih družabnih omrežjih. Do naslednjič, hvala za pozornost, adijo. Čau.